Tjaša Vrtačič in Nul Denša sta najuspešnejša slovenska triatlonca v letu 2023. Poleg tega so na slavnostni prireditvi Triatlonske zveze Slovenije v Olimpijskem centru v Češči vasi razglasili tudi najboljše v ostalih kategorijah v triatlonu, duatlonu, superpokalu in cicicočkovanju. Sezona je bila sicer polna izzivov in zmag za nekatere naše najboljše triatlonke in triatlonce. Jaz sem zelo zadovoljna s svojo lansko sezono, ker sem v bistvu stopila stopničko višji in si našla mednarodno ekipo, kar je v triatlonu kar popularna zadeva, no? Tako da sem lani trenirala v Španiji, ker je bila nora izkušnja iz večjih vidikov, najbolj pa iz tega, da sem res napredovala še dodatno in zdaj tekmujem v članski konkurenci, v bistvu v mlajši članski, naslednji let sem uradno članica, no? Ampak ja, zadovoljna sem z napredkom, da lahko tekmujem z najboljšimi. Sicer je še zelo veliko dela, da bom res čist v vrhu, no, ampak ja, sem zelo zadovoljna sezono. Lanska sezona je bila v bistvu zelo veliko vzponov, zelo veliko padcev, ampak na koncu, ko črto potegnem, sem dosegel par lepih rezultatov. Po zelo težki bolezni sem se zelo hitro pobral, sem naredil dober trening blok, zmagal 3 državna prvenstva. Imel sem tudi par dobrih nastopov, tako v mladinski kategoriji, kot tudi v članski. Tako da ja, napredek je viden v vseh 3 disciplinah, tudi napredek po svetovnem world rankingu v članskem, glede na to, da sem še zmeraj mladinec letos, je bil kar velik, tako da ja, zelo zadovoljen. Tjaša Vrtačič se s triatlonom ukvarja večina svojega življenja. Sigurno je res zabaven, zato ker so 3 športi, in če v enem športu rata dolg čas, me še vedno 2 druga, med katerima lahko zbiraš. Tako da ja, priporočam ta šport za vse, ki uživajo v športanju zunaj. Ali je kateri od 3 športov, plavanje, kolesarjenje, tek, Ulo najljubši? Vse rad delam, vsem uživam, najrajš tečem, s kolesom se tudi izredno rad vozim, sploh ker je lepo toplo. S plavanjem pa tudi nimam nikakršnih težav oziroma zelo uživam v tem tudi. Tako da vse skupaj lepo združimo v en šport, pa je to. Velika prednost triatlona je zagotovo v tem, da je sestavljen iz 3 športov, zato pa so še toliko pomembnejši pravi pogoji za ukvarjanje s to športno panogo. Sigurno imamo veliko za narediti, po moje predvsem to, da povečamo množičnost, namreč mislim, da od covida malo upada. Kar se pa tiče pogojev za treniranje, če sprašujete po bazenih, mislim, da je kar v redu. Kar se tiče kolesarskih, smo tudi v enem objektu, ki ponuja celo leto možnost treninga, pa seveda od zunaj je tudi kolesarstvo, tek je pa itak v vsakem vremenu. Ja. Pogoji so se zdaj vzpostavili z odprtjem tega novega bazena na lokaciji, kjer smo v Češči vasi. In tukaj mislim, da se zdaj zna vzpostaviti en tak triatlonski nacionalni center, ki bo omogočal optimalne trenažne procese za vse triatlonce. Pravi trenažni pogoji so predpogoj za dobre rezultate slovenskih triatlonk in triatloncev. V slovenskem triatlonu je v tem letu bilo kar nekaj sprememb z menjavanjem predsednika. Zdaj so na današnji skupščini potrdili novega predsednika. Mislim, da je prihodnost izredno svetla za slovenski triatlon. Kar se tiče pa rezultatov, pa rezultatsko se triatlon uspenja v tekmovalnem smislu, sploh pa v smislu množičnosti, ker je izredno popularen tudi med rekreativci. Triatlon je šport, ki tistim, ki se aktivno ukvarjajo z njim, prinese marsikaj. Če govoriva o zdravju, to je itak na prvem mestu pri vseh športnih dejavnostih, tudi pri triatlonu, pol je pa še širina, se pravi 3 športi. Prvič ta širina omogoča, bom rekel, tiste, ki so iz vsakega posameznega športa dobri, da nastopijo v enem športu, kjer še druga 2 spoznajo, pa mogoče so zaradi tega uspešni, ker so samo v enem, čeprav je treba vse 3 povezati med sabo. Druga stvar je pa ta, da si to širino narediš s treningom in jo lahko izkoriščaš tudi za zdravje, mislim pa predvsem na ta način, da ne treniraš ves čas istega športa, da si to razporediš in tudi manjša možnost poškodb zaradi tega. Razveseljivo je dejstvo, da se za ta šport v zadnjem času odloča tudi vedno več mladih, tako da je prihodnost triatlona v Sloveniji zelo svetla. Tudi v moji družini se najmlajši član odločil
za ta šport, ker so oba starša vpletena v njega. Ampak ja, otroci se v veliki meri odločajo za ta šport. Je pa seveda znan kot naporen in tudi za otroke, bom rekel, discipline so kar zahtevne oziroma dolgotrajne. Po turbulentnem letu 2023 je pred Triatlonsko zvezo Slovenije veliko pomembnih izzivov. Najprej se je treba iz predvsem zagat, ki smo jih bili v zadnjem letu pa pol deležni, predvsem finančnih, mislim, ven zvleči, potem pa seveda za popularnost športa se zagrebsti, se pravi jo povečati in seveda poskrbeti posledično tudi za naše najboljše tekmovalce. V točkovanju klubov pa je nagrado prejel triatlonski klub Trisport Kamnik.